Kaj pa je tvoj vidik, mislim, tvoj pogled na monogamijo pa poligamijo? Recimo, zdaj sem nekako zaslutil, da ne verjameš ali pa si izrecno proti temu, a ne, do konca svojih dni ne, lahko pride do situacije, ker je boljše, da gresta dva narazen. Kaj pa med tem, ko sta skupaj? Ne? Tukaj greva lahko pa na nezvestobo. Ne, kakšen je tvoj pogled na to? A smo ljudje narejeni za monogamijo ali ne? Veš, kako je? V osnovi, če mene vprašaš, jaz osebno sem za monogamijo. Okay. Se pravi, ampak to pomeni, da ko sem z nekom, sem z nekom. Ne? Sam verjetno z drugimi se pogovarjaš tudi. Ja, mislim, govorimo zdaj v razmerju, v spolnosti, se pravi na tak način. Ne? Eno partnerstvo, no? Ne? Če rečeva. Ampak razumem, ne, vse vidike, recimo tudi in zakaj so recimo tudi poligamija, morija, ne vem karkoli, ampak najbolj pomemben je tako, če dvema to trem, štirim, ne, pa če njim res to in nikogar drugega, se pravi, če noben v tem ne trpi, oziroma dokler ne trpi, je Kdo smo spet mi, da bomo rekli, to pa ne. Ne? Težava nastopi samo takrat, ko eden več ni za to, ne? Ali ko sploh ni za to, ko se zaljubi, recimo, takrat pa nastanejo pač težave. In zaradi tega zakaj je tvoje mnenje, recimo, monogamija ne? Zaradi tega, ker takrat, ko nastopijo težave, je v bistvu cena, ki jo plačaš za to, mnogo večja, kot je cena, ki jo plačaš, če recimo trpiš v monogamiji. Ne? A zaradi tega za večino ljudi je bolj primeren? Ne, jaz bom tudi rekla, saj Maša veš odnose in tega, to vemo, da imamo ogromno, recimo, ko partnerstvo pač je bilo leta in leta monogamno, ne, ampak se je počasi, se pravi, sta šla en od drugega ali pač eden odšel od drugega, čustveno, ne, ostajata fizično skupaj in se ne nazadnje tudi dogovorita za to, se pravi, da začneta živeti ne več monogamno. A veš, to je spet pač, ne, življenje je pripeljalo, vsak zakaj ima svoj, za to bom jaz rekla. Ne? In spet, da bi lahko res rekel, ne, pejta pa narazen, če one dva zdaj spet vesta, kako, zakaj in če to nima je nej. Ne? Kdo je spet kdorkoli, da bo rekel, ne, zdaj pa pet narazen, ker mogoče, če bodo šli dejansko še fizično narazen, lahko da jim bo težje. Imamo pa tudi tiste, ki bi resnično bi jim lahko bilo bolje, ampak ne zmorejo. Ne? Za tistim mi najbolj je žal, ker oni res na drugačen način trpijo. Ne zmorejo česa? Odhoda. Fizičnega. Čustveno so odšli, ne, ampak so fizično, recimo, še tam. Pa pridejo depresije, pa pridejo, ne vem, rakova obolenja, glavoboli, želodec, ne, itd. Se preslika iz duševnega na telesno. Ja, tudi na telesno. Ja. Pa žalost, večna tista neka žalost, zagrenjenost, pikrost lahko, nesramnost, ne, v bistvu odvisno v kaj gre, utopija, ne, ko postaneš, ne, tudi apatičnost, ne, ko postaneš apatičen, ne, tudi to, ko vidiš nekoga, ki odnosi, to je brez veze, ne, jaz sem lahko sam in tako naprej. Ne, to je takrat, ko si v bistvu zelo razočaran. Nekaj drugega je zdaj spet, Klemen, ko imaš ti, recimo, poznam ženske, moške, recimo, ki imajo neko predano partnerstvo za sabo, lahko tudi zelo dolgoletno. In jaz temu rečem, da so oni v bistvu v življenju to izpopolnili. Oni so siti. Siti v tem, ki rečeš, jaz sem to imela, ne, so toliko stari in si recimo v več neko tako, to vrstno predano, res intimno partnersko življenje, skupno življenje, več ne grejo. Ampak oni so to imeli. Tiska pa tega še ni imel, bo pa lahko celo življenje, bo potem hrepenel. To je v nas.